Lepo pozdravljeni na stojnici založbe Rokus Klet. In kaj bomo počeli danes na tej stojnici založbe Rokus Klet, ki praznuje 30. obletnico svojega delovanja? Predstavljali bomo strip Znamenitni, ki tudi v sebi združuje 30 zgodb, kakšen slučaj, znamenitih in imenitnih osebnosti, ki so bivale, ustvarjale in živele na območju naše današnje države. Torej 30 ljudi, ki so pustili pečat in premikali meje in še danes navdihujejo generacije in generacije. Ja, kako se lotiti takšnega stripa oziroma kje začeti sploh? Na začetku, najboljš znamenitni začetek. Ja, začeli smo ga tako, da smo se najprej dobili in skupaj izbrali teh 30 znamenitnih osebnosti. Tukaj kar malce moram priznati frčalo perje, zaradi tega, ker v resnici je teh znamenitih osebnosti kar precej več. In vsak je imel svoje favorite. In na to je vsak na svoj list napisal te znamenitne osebnosti, oziroma koga naj bi izbrali po njegovem mnenju, na kar smo naredili tako imenovano metodo izbire. In smo izbrali tiste, ki so skupni, na to pa je vsak imel možnost, da doda še svoje favorite, določeno število, in smo v bistvu prišli do presečišča 30 osebnosti različnih profilov. Tukaj so popotniki in popotnice, pa avanturisti in avanturistke, pa raziskovalci, pa znanstveniki, pa športniki, pa izumitelji, pa slikarji in slikarke, pa pesniki in pesnice, skratka tudi en pilot in pilotka sta vmes. Skratka, veliko enega znanja, veliko zanimivih ljudi je pristalo na platnicah. Ja, še ne vem, zakaj ga ne pokažem, tega le stripa. Tole je naslovka, notri je 30 zgodb. Strip smo ustvarili, je delalo kar precej ljudi. In sicer sva ga začela delati jaz pa urednica Irena Cerar, oziroma urednica Irena Cerar pa jaz. K ustvarjanju sva povabila ilustratorja Jako Vukotiča, zaradi tega, ker pač stripa brez ilustratorja ne more biti. Na to pa je zraven pristopila še založba Rokus Klet, vse najboljše za 30. rojstni dan, pa ja, še številni drugi. Lektorica Mateja, zelo stroga gospa. Potem so bili tukaj še številni recenzenti in recenzentke, ki so vsako od teh 30 zgodb natančno pregledali, in če je bila sam kakšna napakica, so nam to nemudoma javili in rekli, da je treba to popraviti. Pa postavljalka, Manca, je bila tudi tukaj, pa potem seveda vsi ljudje na založbi, tale naša marketingarca Saša, pa direktorica Maruša, pa vodja prodaje Matic. Skratka, kar veliko število ljudi se je potem nabralo, da en takle strip izide. In kako sploh zgleda posamezna zgodba? Posamezna zgodba zgleda tako, da vas v zgodbo vedno znova uvedeta tale dva mojstra. Eden je Brin, ena je pa Radirka. In sicer Brin je prijazen, Radirka je malo manj prijazna, tudi trud se ne biti prijazna, tako da tukaj se sicer smeje, ampak je to ujeta v zelo redkem trenutku, da se ona smeje. Radirka hoče zgodovino izbrisati in jo napisati na novo, seveda po svoje, zelo po radirkasto. Brin pa vedno znova obvaruje te zgodbe in jih reši tako, da nam jih pripoveduje. In med njima so stalno neki zapleti. Ali Radirka skuša Brina napasti z laserskim bliskom, ali ga skuša spotakniti, ali ga skuša kam poriniti, ali ga skuša zbrisati. Skratka, Brin je pod stalnimi nekimi, kako bi rekel, nevarnostmi, ampak se uspe rešiti in uspe rešiti tudi zgodovino kot takšno. In če gremo mi kar k prvi osebi, ki bi vam jo danes rad predstavil, 5 ljudi bomo spoznali, ne se ustrašiti, na srečo smo časovno omejeni, tako da bomo vsakega predstavili zelo na hitro in samo z nekaj bistvenimi anekdotami iz njegovega oziroma njenega življenja. In začeli bomo pri kom drugem začeti kot pri Almi Karlin. Znamenitni pesnici, pisateljici in svetovni popotnici iz Celja. Alma Karlin
se je rodila v Celju in preden je krenila na pot okoli sveta, se je najprej naučila številnih tujih jezikov. Ja, kaj pa drugega, če hočemo iti po svetu, moramo obvladati številne tuje jezike. In ko je šla takole po svetu, je srečala prijazne, pa tudi malo manj prijazne ljudi, in sploh tisti malo manj prijazni so na njej žal pustili precej močan pečat. Tudi takšnega, da je danes znano, da je Alma Karlin spala z zastrupljenim bodalom, nožem, pipcem, zdaj bom rekel kar mesarico pod polštrom. In, naprimer, če je kdo prišel zbuditi in ni bil ravno prijazen, je rekla, el diablo, boš ti z mana norca bril? In je potegnila ven tist nož in so se obaje kar resno jemali. Saj jaz bi jo. Se je pa Almi Karlin na poti okoli sveta zgodilo še nekaj zelo, zelo nenavadnega. In sicer, kot lahko vidimo na tej sličici, skoraj so jo pojedli. Ja, kdo, zakaj in čemu so jo skoraj pojedli, se verjetno sprašujete, ja ljudožerci, ne, kdo pa drug. Bilo je baje nekako takole. Te zgodbe so malce začinjene s ščepcem humorja in pa tu in tam smo si dovolili lastno interpretacijo. Jaz si predstavljam, da je Alma prišla do obale nekega čudovitega otoka. Sonce je počasi zahajalo tamle na obzorju in Alma je dahnila, kako pa je tukaj lepo. Mimo je prineslo lično pirogo oziroma čoln. Na njem so bili sami stasiti mladeniči. In so rekli, pozdravljena gospodična, vi ste pa kar sami tle. Zagotovo bi želeli, v očeh vam beremo videti tale imenitni sončni zahod. Sedite tukaj k nam in odpeljali vas bomo na čudovito obalo, peščeno obalo, takšne še niste videli, kjer boste lahko prisostvovali sončnemu zahodu, o katerem boste govorili še leta. In Alma je o tem sončnem zahodu res govorila še leta. Zakaj, ko so stasitimi mladeniči prišli do tiste čudovite obale, ki je bila zdaj res lepa, je najprej opazila, da so tam ležale kar ene kosti, sumljivo podobne človeškim, ognjišča so bila tamle takole druga vsak sebi in tudi stasiti mladeniči so ratali zelo lačni mladeniči in so rekli, nič, mi smo si izbrali, da bomo vas pojedli za večerjo. 3, 4 zdaj in Alma se je na srečo spomnila zvijače s poprom, ki je to in to je rešilo življenje. In ko se je nemudoma vrnila nazaj na obalo in odšla po svetu, si je ta sončni zahod prav zares zapomnila za vedno. Ja, takole je bilo, v tistih časih, to je bilo nekje 100 let nazaj, je bilo po svetu hoditi malce tako. In tudi Alma Karlin je to spoznala in ko se je vrnila domov, je svoje spomine zapisala v številne knjige, pesniške zbirke in z njimi nastopala po celi Evropi. Tako, to je bila Alma Karlin, zdaj pa pobrskajmo po stripu, katero zgodbo bi si mi lahko privoščili kot naslednjo, pa sem mislil, da bi spoznali zgodbo Janeza Puha, izumitelja. Kje pa je na teh naših sličicah? Poglej, tukaj le. Ja, Janez Puh se je rodil leta 1862 v Slovenskih Goricah, v revščini. In že kot mlad pobič je odšel lepši usodi naproti. Lepša usoda ga je zanesla v avstrijski Gradec. Današnji Graz, kjer je bil sprva mehanik koles. In ko je tale kolesa, v tistem času so bila kolesa še v fazi razvoja, torej so bila, kako bi rekel, precej nenavadno videti, če si predstavljate unota veliko kolo, pa unota malo kolo zadaj, skratka, se je s kolesi dalo voziti, pa tudi ni se dalo voziti, in ko je ta Janez Puh gledal ta kolesa, je rekel, vi pa ste eni grdavši, malo vas je treba polepšati, in se je lotil dela. Kmalu je ugotovil, da lahko kolesa naredi v 2 enakih velikostih. In ta kolesa so postala enkratni hit, ne samo mode, ampak tudi športno ozaveščenih kolesarjev in pa posameznikov in so si jih ljudje vzeli za svoje. Ta športna kolesa oziroma ta kolesa so postala res zelo popularna in so se ljudi z njimi zelo radi vozili. Ampak, kot smo rekli, treba je povedati anekdoto. Tudi Janez Puh ni ostal le pri razvoju koles, ampak je rekel, kako bi mi naredili, da bi to kolo teklo samo? Kaj, če bi mu dodali motor? In kmalu je nastal
nastalo kolo z motorjem in je rekel, nič, žena, greva ga midva sprobat. Usedla sta se baje na tale motor, se odpeljala na podeželje, kjer je ujela precejšnja nevihta. In je njegova žena baje rekla, Janez, halo, Kovačeva kobila je ne samo bosa, ampak tudi mokra. Nekaj bo treba ukreniti, tale ratatatatata vendar potrebuje streho. In Janez se kot udani mož vprašal, kaj lahko storim. In kaj je storil? Kolo z motorjem, plus streha, plus še 2 kolesi je enako avto. In kot bi mignil, no, plus kakšno leto do 2, je nastal čisto pravi avto. Torej je bil tale Janez Puh zelo, zelo uspešen izumitelj in pa človek, za katerega lahko rečemo, da je bil korak pred svojim časom. Izumil je avto, njegovi avtomobili so bili tako imenitni, da jih je baje uporabljal, ne baje, kar jih je uporabljal sam avstrijski dvor in ostalo je zgodovina. Pojdimo naprej, kajti čas je kar naš rabelj v tem primeru in sicer na vrsti, če malo pobrskamo, je Ivana Kobilca. A kdo slučajno ve, katera je njena najimenitnejša risbica? Sem rekel risbica, pardon, slika vendar. Tista, ki visi tudi v Narodni galeriji in je v bistvu ena najrazpoznavnejših tam visečih slik. Kje pa je naša Ivana? Tukaj je, takole. Ivana Kobilca je, ona sicer ni spala z zastrupljenim bodalom pod blazino, torej pod pernico, ampak je bila tudi korak pred časom. Kajti risala in slikala je v času, ko to za ženske se sploh ni spodobilo. Sploh niso smele ženske iti v šolo slikarsko, ampak so lahko bile gospodinje, lahko so bile tudi gospodinje, pa tudi gospodine so bile. No, Ivana Kobilca se je temu posmehnila v brk in ko je bila z očetom na Dunaju, se je tam začela njena slikarska pot. Učila se je slikanja v Münchnu pri privatnih profesorjih. Ni hodila v uradno šolo, ampak si je nekako najdla pot, da je najdla ljudi, ki so jo bili pripravljeni učiti in ki so v njej prepoznali nesporni talent, tako da je lahko nadaljevala s svojim početjem. V Ljubljani je imela svojo prvo razstavo. Njena najplodnejša in najbolj tudi boemska leta so bila v Parizu, kjer je živela v čisto pravi umetniški komuni. O tem govori tudi knjiga, ki jo toplo svetujem in da si jo preberete, kjer so popisane Ivanine pa še katere dogodivščine. Delala je v Sarajevu, bila je v Berlinu, ustvarjala je številne lepe in čudovite slike, ki jih lahko še danes opazujemo kot Kofetarico, o kateri sem pregovoril, Poletje, Likarice, Otroci v travi in številne druge. Ja, Ivana Kobilca je znana tudi po tem, da je zavrnila avstrijskega cesarja, ko je le ta hotel kupiti njen avtoportret. Mislim, če ti kdaj rata v življenju, je pa to takrat, ko zavrneš takšno avtoriteto, kot je avstrijski cesar. Ja. Gremo naprej. Naslednji je na vrsti letalski pionir in pa pilot Edo Rusjan. Zdaj, z Edom Rusjanom je tako, da je bil tudi zelo, zelo zanimiv gospodič. In sicer, meni je bilo pri njem všeč predvsem to, da je v Gorici, kjer je delal, v bistvu izdeloval letala, ta letala so bila v očetovski sodarski delavnici, nad katero sta brata Rusjan, torej Edo je imel brata Pepija, s katerim sta izumljala vsa letala. V bistvu sta napisala tovarna letal Rusjan. Nad pač garažo oziroma sodarsko delavnico sta v bistvu naredila en velik napis in ljudje, ki so prišli mimo, so rekli, a pa kaj sta ta dva na glavo, pa kakšna letalska tovarna letal, vendar se je letala, veliko ljudi sploh ni vedeli, kaj to je. In fanta se nista dala zmest. Ko sta priredila prvi letalski miting na polju blizu Gorice, kje pa je, evo ga, takole, tole je tale slika, ilustracija. Ko sta priredila tole prvi letalski miting oziroma dogodek,
sta predtem kupila motor, letalski motor. In na ta letalski motor sta skonstruirala nekakšno letalo. Ne? Seveda to ni takšno letalo, kot ga poznamo danes, je pa letelo in ljudje so prišli od blizu in daleč gledati, kaj se bo to zgodilo, kaj bo prišlo iz te znamenite tovarne letal, ki stoji sredi Gorice, pa ni prav videti kot tovarna letal. No, in kaj se je zgodilo? Novembra leta 1909 je Edo Rusjan poletel z letalom EDA-1. To je imelo vgrajen motor, poletelo pa je, ne boste verjeli, 2 metra visoko. Ja, nihče ni rekel, da je pot v zgodovino lahka in pa visoko leteča. Ljudje so bili sicer navdušeni, ampak ta polet, ker smo sami domači, lahko povem, se je končal precej klavrno. Letalo je malce vzletelo, pa padlo dol, malce vzletelo, pa padlo dol, malce vzletelo in padlo dol in se na koncu zaletelo v konjsko vprego. Torej, nič hudega, sluteči kmet je tam v bistvu gnal svojega konja, ne vem, kam sta šla, o tem zgodovina molči in ne govori, ampak kar naenkrat je iz neba nad njiju priletel božji srd v obliki EDA-1 in Eda Rusjana in se je v bistvu raztreščil tam in je bilo konec tega poleta. In ljudje so rekli, kakšna škoda, no zagotovo se je fantoma pošel pogum, daleč od tega, da ima pošel pogum, še bolj pogumna sta ratala, izumljala sta dalje, izumila še kar nekaj letal in žal tudi med poletom enega izmed njih, eden izmed njih, torej Edo, je tragično končal svojo pot in je odšel v legendo. Star je bil 24 let in še dan danes na mestu nesreče v Beogradu stoji njegov kip. Pojdimo naprej, še nekaj minut imamo časa, tukaj je zadnja izmed teh, ki bomo danes predstavili izmed znamenitih in to je Pavla Jesih. Kje pa je? Pavla Jesih. Znamenitna alpinistka, znamenita alpinistka in pa podjetnica, ki je v bistvu bila tudi korak pred časom, seveda se je bila znamenitna, in je preplezala po drugi svetovni vojni eno najtežjih, še neosvojenih smeri v Alpah s soplezalcem Čopom in so jim imenovali Čopov steber. Ampak njena zgodba se je začela že veliko prej, pred drugo svetovno vojno, ko je bila zaposlena v domači mesariji in je bila to, naj bi bila njena življenjska pot. Ampak Pavla je rekla, niti slučajno ne bom jaz delala v mesariji pri očetu, ampak bom krenila po svoje. In krenila je naravnost v Slovenske gore, kjer je plezala in še enkrat plezala. Plezala je tako dobro, da so ji zavidali tudi fantje in so rekli, tale Pavla pa zares imenitno pleza. Plezala je tako dobro in tako drzno, da se je tudi poškodovala. In ko se je poškodovala, medtem ko je bila poškodovana, je začela tudi svojo čisto pravo podjetniško pot in je postala ena izmed vodilnih kinematografin v državi. Imela je 4 kinodvorane, ki jih je vodila zelo, zelo pregnano in zelo, zelo poslovno uspešno. In o tej njeni uspešnosti in pa predanosti priča tudi dogodek, ki se je zgodil med drugo svetovno vojno, ko so Ljubljano zasedle italijanska oblast in so Italijani prišli v kino, češ da bodo gledali predstavo Zastonj. No, to se ni zgodilo. Pavla je sredi predstave ugasnila kinoprojektor in je rekla, non va così, dovete pagare. In so potem mogli Italijani plačati. Skratka, bila je zelo predana in po drugi svetovni vojni preplezala Čopov steber in se tako zapisala v zgodovino in postala znamenitna. Tako, to so bile zgodbe 5 znamenitih osebnosti, ki smo jih zapisali v strip Znamenitni. To je tale strip. Še 25 drugih je prav tako zanimivih in prav tako slikovitih. Na sejmu, oziroma na spletni strani knjigarna.com jih dobite za 10% ceneje in
Prvi odzivi, ki jih prejemamo, tako avtorji, kot ustvarjalci, kot založba, so zelo, zelo spodbudni. Tako za stari kot mladi nam sporočajo, da so odkrili veliko novega, da se jim zdi to zelo, zelo zanimivo in da nam takšnih stripov še kako primanjkuje. Jaz kot scenarist stripov vam lahko rečem, še jih bomo pisali, še jih bomo delali z največjim veseljem, vi pa jih morate brati. Lepo se imejte.